Detektor laži. Dovolj mi je, sem se jezil. Česa ti je dovolj, Demijan? Da mi lažejo, dovolj mi je, da mi lažejo. Zakaj pa te to tako jezi? Me je vprašal Jorge, kot da se jezim, ker je dež moker. Kako zakaj? Ker je grozno. Motijo me ti, ki me zavajajo, me goljufajo in me zapletajo v svoje izmišljotine. Zapletajo te? Kako pa te zapletajo? Lažejo tako. Ampak to ni logično, Demijan. Lahko bi ti lagali cele dneve, ti pa bi se v tem zgolj zabaval. Toda jaz se jim pustim ukaniti, Jorge. Verjamem jim, zaupam jim in zato si vsak, ki ima 5 minut časa, nekaj izmisli, jaz pa mu verjamem. Kako sem neumen. Zakaj pa jim verjameš? Zato, ker ne vem, zakaj pri hudiču jim verjamem. Prekleti prasci, sem vzkliknil. Ne vem. Bajsi me je dolgo molče gledal, potem pa dodal. Saj veš, da bi bilo dobro, če se ne bi jezil. Ampak zdaj, ko si se že razjezil, ne dovoli, da bi te jezili še naprej in proti te jezi nekaj ukreni. Vedel sem, kaj ima v mislih. Jorge je pravil, da so jeza, ljubezen ali žalost le telesne baterije, da je čustvo energija, ki nastane pred gibanjem, da čustva brez dejanja niso nič. Če jih skušamo odmisliti, se sami sebi odtujimo, izgubimo se, razblinimo. Jaz pa sem počel prav to. Skušal sem zajeziti bes, v katerega me je spravljal moj položaj. Moj terapevt je sedel na tla, vzel veliko blazino in jo položil predse. Brez besed je nekajkrat rahlo udaril po njej, ter me tako povabil, naj se lotim dela. Vedel sem, kaj hoče od mene. Tiho sem sedel pred blazino in začel boksati vanjo. Vedno močneje, udarjal sem in udarjal. In potem sem zakričal in potem sem preklinjal in še naprej udarjal. Dokler se nisem zadihan in izmučen sesedel. Bajsi me je pustil, da sem spet prišel do sape. Nato mi je položil roko na rame in me vprašal, bolje? Ne, sem rekel, počutim se lažjega, toda nikakor ne bolje. Tako čutiš, je odvrnil Jorge. Meni pa se vseeno zdi, da se je bolje rešiti bremena. Za kratek čas sem se mu naslonil na prsi in se pustil potolažiti. Čez nekaj minut me je vprašal. Bi mi povedal, kaj se ti je zgodilo? Ne, Bajsi, ne. Sam dogodek sploh ni pomemben. Zdaj se mi je posvetilo vsaj to. Vedeti moram, zakaj se tako odzovem. Čutim, da se preveč razburim. No, nekje morava začeti. Potem pa mi na kratko povej, v čem misliš, da je težava ali zakaj tako čutiš. Sedel sem na tla, malce posmrkal in začel pripovedovati. Ko se... Bajsi me je prekinil. Ne, povej, kakor bi šlo za telegram.
kakor da bi te vsaka beseda drago stala. Poskusi. Za trenutek sem pomislil. Moti me, da mi lažejo, sem končno rekel. Bil sem zadovoljen. To je bil pravi stavek, 5 besed. To je bilo zares jedrnato sporočilo. Pogledal sem Bajsija. Tišina. Hotel sem stavek ponoviti in še poudariti, da bi dosegel bolj realističen učinek. Zelo me moti, da mi lažejo. Točno to. Bajsi se je nasmehnil in napravil obraz razumevajočega dedka. Ta izraz sem včasih razumel kot, v narekovaju, tako si neumen, fant moj, spet drugič pa kot ogromen objem, ki je govoril, v narekovaju, tukaj sem, ali v narekovaju, vse je v redu. Moti me, sem potrdil. Da ti lažejo, me je dopolnil. Da mi lažejo, sem rekel. Da ti lažejo, je poudaril. Ja, da mi lažejo. Nisem razumel, kam meri. Zakaj se smejiš? Sem ga končno vprašal. Saj se ne smejim, le nasmehnil sem se. Kaj je, sem vprašal, prav ničesar ne razumem. Poznam položaj, v katerem si se znašel, pa ne zato, ker bi o njem bral. Poznam ga, ker sem tudi sam tako prebil velik del svojega življenja. Nasmehnil sem se iz sočutja, poistovetenja, ker sem v tebi, v tvojem ravnanju prepoznal sebe v nekem drugem času. To mi ne pomaga, Bajsi, zame ni dovolj, če vem, da si imel enake težave. Ne pomirja me, če vem, da jih ima ves svet. Danes mi to ne zadošča. Bajsi se je še vedno smejal kot zadovoljen Buda. Saj vem, da ti to ne zadošča. A kaj že, odhajaš? Ne, ne odhajam. No, potem pa se pomiri. Želel si vedeti, zakaj sem se nasmehnil, in jaz sem ti povedal. To je vse. Jorge se je vrnil na svoj sedež. Moti te, da ti lažejo? Da. Zakaj pa misliš, da ti lažejo? Kako to misliš? V narekovaju, zakaj mislim? Rečejo mi nekaj, za kar se prej ali slej izkaže, da ni res. Aha, ti zamenjuješ las s tem, da ti ne povedo resnice. Kako? Kaj ni to isto? Sploh ne. Moja na videz logična misel se je zaletela v granitno steno. Moja edina tolažba je bila, kot je pravil Jorge, da je zmedenost vhod v razumevanje. Potentakem sem moral biti na pragu najvišjega razsvetljenja, ker sem bil temeljito zbegan. Jasno je začel Jorge. Jasno je tebi, sem mu zabrusil. Bajsi se je iz srca zasmejal in nadaljeval. Ali poveš resnico ali ne, nima nikakršne zveze z laganjem. Dal ti bom primer. Takole pravi zgodba. Ko se je pred mnogimi leti pojavil detektor laži, so bili vsi pravniki in proučevalci človeškega vedenja prevzeti. Napravo sestavlja vrsta senzorjev, ki zaznavajo fiziološke spremembe, znojenje, krčenje mišic, nihanje utripa, trepetanje in premikanje oči
ki se pojavijo pri ljudeh, ko lažejo. Tedaj so začeli povsod opravljati poskuse s strojem resnice, kot so mu tudi rekli. Nekega dne se je neki pravnik domislil prav posebnega poskusa. Na pravo je pripeljal v mestno psihiatrično bolnišnico, da bi jo preizkusil na bolniku Jonesu. Gospod Jones je bil psihotik, ki je trdil, da je Napoleon Bonaparte. Ker je bil študent zgodovine, je izredno veliko vedel o Napoleonu. V prvi osebi je natančno, logično in povezano govoril o najmanjših podrobnostih njegovega življenja. Zdravniki so gospoda Jonesa posadili na detektor laži in mu po rutinskih uvodnih vprašanjih zastavili naslednje vprašanje. Ste vi Napoleon Bonaparte? Pacient je za trenutek pomislil, potem pa odvrnil. Ne, kako lahko vprašate kaj takega? Jaz sem Jones. Vsi so se nasmehnili, razen operaterja, ki je povedal, da je Jones lagal. Stroj je pokazal, da je tedaj, ko je pacient povedal resnico, namreč, da je Jones v resnici lagal, ker je verjel, da je Napoleon